Lep pozdrav. Daj nam ti povej, kako je tvoja izkušnja? Prej si se prijavila na hipnozo, kaj si razmišljala? Joj. Kako sem jaz prišla do te hipnoze? V glavnem, tako je, jaz delam tudi druge stvari, ne samo hipnoze, terapevtsko, kakorkoli, coachinga, kakorkoli kdo to imenuje. In z mojim partnerjem sem se pogovarjala, da jaz bi še meni mi nekaj manjka, ne vem kaj bi še, in mi naredi moj, pojdi ti hipnozo. Kaj si ti normalen, sem jaz rekla, hipnozo, da bo jaz tam govorila ljudem, kaj ne delajo in oni bojo ponavljali, kar jaz jim rečem. In potem me samo pogleda in mi naredi, pa ti si prebrala kakšno knjigo o hipnozi? Ne, jaz njemu nazaj. Ja, potem ti nimaš pojma, kaj je hipnoza, mi naredi, samo to mi je rekel. In jaz takoj telefon v roke in googlat, kaj je hipnoza in brati o temu. In sem malo prebrala in sem začela takoj iskati programe in tečaje. Pač pritehnila me je stvar, no, ker sem malo videla, da imam napačna prepričanja o hipnozi. Sem pol hitro začela iskati te programe in tečaje, naletela sem na par tečajev, najbolj pa me je potegnil tvoj tečaj, ne, katerega sem se pol tudi udeležila. In že prvi modul, ki sem poslušala, je bilo prav wow, razsvetljenje, itak, ne, še bolj kot stric Google, kaj mi je povedal. In sem v bistvu ugotovila, da hipnozo uporabljamo ves čas. Cel čas, ker se niti ne zavedamo. In meni je bilo to tako fascinantno in sem rekla, okej, ja, to je to sem rabila, no. In tako sem pač pol jaz začela s to našo hipnozo. Zdaj, tukaj moramo povedati, da v resnici ti si bila udeležena samo online, ne? Ker nekaj se je zgodilo, ko bi mogla priti na tisti tečaj v živo še, ne, kot bonus, se je nekaj zgodilo. Povej, kaj se je zgodilo. Jaz sem pač, kako bi se izrazila, popadki so se začeli, ker sem bila noseča in sem imela takrat rok. Sicer sem upala, da bova zdržali z mojo hčerkico, da bova zdržali do konca in da bo jaz prišla še v Ljubljano, se je ona odločila, da bo malo pohitela in kadar se je lotilo v Ljubljani, v bistvu sem jaz šla že enkrat prej, je bil že enkrat prej lažni alarm, sem šla že v porodnišnico, pol so to ugotovili, da ni še ura, sem imela cel cajt v bistvu te pripravljalne popadke. In tako da sem bila res samo online, no, udeležena. Okej, povej mi prvič, kakšna je bila izkušnja z vsebinami in kako te vsebine uporabljaš v svojem življenju? In z vsebinami je bilo tako zelo fajn, mi je bilo razdelano, ker ti moduli, ti posnetki, ki smo jih imeli online, so meni bili časovno, rečem, super, glede na to, da je to moj tretji otrok bil, sem imela že prej 2 majhna doma in mi je tista urca bila super, da sem lahko sledila sproti in ja, zelo mi je bilo fajn, ker ni bilo vsega preveč naenkrat, si lahko tako v miru sledil, sistematično. In jaz sem v bistvu začela že vsak modul, ki sem ga poslušala, sem nekako probala vpeljati v svoje vsakdanje, vpeljati v svoje vsakdanje življenje in pri svojemu možu in pri svojih otrocih in nenazadnje tudi pri sebi. Jaz v bistvu upam, da ne bom zdaj kaj prehitela, ampak jaz sem komplet pač cel svoj porod nahipnotizirala. Daj mi povej, kako je pol potekalo, ko si uporabila hipnozo, kako je pol potekal porod s hipnozo? Točno tako, kakor sem si dajala sugestije. Prav, niti ene nisem spustila in vse se je v bistvu uresničilo, v navednicah, če tako lahko rečem. Res, kar me je najbolj fasciniralo, prejšnja 2 otroka v bistvu sem rodila brez naravnih popadkov, z umetnimi popadki in zdaj sem rekla, ne grem več roditi z umetnimi, jaz bom imela naravne popadke. In kar sem poudarjala med hipnozo je bilo to, kako sugestije sem si dajala, ne, da se začne pač spontano z naravnimi popadki, tudi celo kakšna jakost bolečine, naj bo sem si lepo nahipnotizirala.
porod, da je hiter in da je vse BP, da vse štima. In točno tako je bilo. V bistvu porod se je začel s popadki, cel čas sem imela svoje popadke, brez analgetikov, brez nobenih protibolečinskih. Sicer bolečina je bila, se reka, dobro, ena stvar mora biti, da vem, da sem rodila, so mi pa ponujali protibolečinske učinkovine, cel porod in sem jih zavračala do konca. Tako da sem rekla, ne, bom raje še nekaj hipnotizirala vmes. Tako da, ja, rodila sem pa pole v manj kot 1 urci. Odlično, čestitam. Dajmo en aplavz, malo komentarjih energije, damo naši Andreji, ki je res odlična v tem. Povej nam, kako nasplošno še zakaj uporabljaš hipnozo, še kakšen primer v tvojem življenju nam povej, pa damo možnost še komu. Še enega bi izpostavila, ki se mi je zdel res, v bistvu mi je bilo logično, če mene vprašaste, je bila tle pač hipnoza tista bistvena in sicer to moj starejši otrok. Prvi otrok je imel 2 leti v vrtcu, je imel nenormalno krizo. On je jokal, on je 2 leti vsako jutro jokal, kadar sem ga pustila tam. Oziroma ne samo jaz, kdorkoli. In ni hotel iti v vrtec, in tudi bruhanje, in glavoboli, in vse, pač prav psihološko. Na kar sem mu jaz začela zvečer pred spanjem delati hipnozo, ampak hipnozo sem začela njemu delati na tak način skozi zgodbice. Namesto, da sem mu prebrala knjigico, pravljico za lahko noč, sem se sama spomnila eno zgodbico in v tej zgodbici sem mu dajala sugestije. V roku, jaz ne vem zdaj časovno točno, ne me prijeti za besedo, mislim, da v roku 14 dni se je slika popolnoma obrnila. Se je stanje obrnilo in jaz sem točno vedela, sem predvidevala, kaj je pri njemu narobe, da mu dela tako stisko in glede pač na te težave sem mu dajala tudi sugestije, primerne, in otrok zdaj gre v vrtec, še vpraša me, mama, kdaj gremo v vrtec? Odlično. To se mi je zdelo pomembno in mislim, da tudi če kakšenkrat pač mu ne povem več zgodbice zdaj, me vpraša, kaj tisto zgodbico o škratkih mi boš povedala? Ja, bom, če hočeš. V bistvu tudi njemu mu zelo ustrezajo, mu ustreza tak način, tako da je sprejel lepo. Bravo. Jaz bi se ti zahvalil, Andreja, za to, da si se odzvala. Robert, dobrodošel. Dober večer, Aleksandar, pa pozdravljam vse. Hvala za povabilo na tale večer. Hvala lepa, da si z nami, ker zate vem, da je to kar pozna ura, ker trebaš zgodaj spati, je tako? Ja, v bistvu čez 15 minut ne bi že šel. Ok, odlično. Zdaj, moramo biti hitri, da te bomo še kaj lahko vprašali. Tako da dobrodošel, dajmo tudi Roberta pozdraviti v četu. Povej, Robert, zdaj, kako je bila tvoja izkušnja, ko si razmišljal o hipnozi? Si imel tudi ti kakšne pomisleke na začetku? Ne, nisem imel nobenih pomislekov, ker do hipnoze sem prišel po nekako 1,5-letnem potovanju. Praktično, samo da razložim, glavni razlog, zakaj sem se prijavil na tvoj tečaj hipnoze, je pač sem podjetnik in v poslu sem v nekem trenutku prišel do neke točke, ki pač me razmišljanje in delo, na katerega sem upravljal dnevno, ni bilo več napredka, ki sem si ga želel. Bil je napredek, ampak ne na način, pa z brzino, kakor sem želel. In sem vedel, da moram nekaj spremeniti. Predtem sem, kot sem rekel, 1 let pa pol, sem se izobraževal po YouTubih preko Tony Robbinsa, Eriksona Miltona, in ko sem iskal, kdo bi mi v Sloveniji lahko na tem področju pomagal, sem prišel do tvojega imena, glede na to, da si tam že zelo priznan asistent, oziroma ne vem, kako te zdaj že imenujejo. Zdaj sem trener pred Tony Robbinsom, od lani, od novembra, to je frišna informacija.
od oktobra. No, ja. Bravo, čestitam. No, in zato, ker sem videl, pač, s kom se ti družiš, so vsi pomisleki odpadali. Tako da, to je bil tako, nekako sem jaz prišel do hipnoze. Odlično. Povej mi, kako ti je bil tečaj, kaj si se naučil, kaj ti je najbolj ostalo, oziroma kaj si spremenil? Tečaj sam sem doživel kot res nekaj izjemnega. Bil sem v okolju med ljudmi, kjer jaz sem v bistvu mislil, da imam neke težave v lifeu, ampak ker sem videl pogum pa ljudi okoli sebe, ki so govorili o svojih situacijah in koliko sem se iz tega dela tam naučil, ker kot je že Janez rekel, 5 minut je prakse, oziroma 5% je teorije, 95% je pa prakse. Praktično si nas takoj metel v ogenj, da smo nekaj delali. In ravno ta izkušnja je bila zame najbolj pomembna, da sem dosegel ta svoj cilj, s katerim sem prišel tja. In bom rekel, ljudje, s katerim sem rekel, drugi tečajniki, celotna energija je bila na takem nivoju, da je bilo vse zelo tako osvobojajoče in pa nek, bom rekel, zdravilno. To besedo sem iskal, zelo zdravilna je bila celotna izkušnja. Bravo. Daj nam povej potem transformacija po temu, po tečaju, kako je zdaj v tvojem podjetju, mogoče lahko tudi poveš, čim se podjetje ukvarja, vem, da imaš partnerja, ki sta oba bila v bistvu na tem tečaju, ne? Tako da skupaj R and R, Robert in Robert, ne? Jaz se pač na treh državah ukvarjam z uvozom in distribucijo kozmetike. To je tako tehnično rečeno, lepše rečeno pa je, da za svojim delom zadnjih 20 let skrbimo, da ženske postajajo še lepše, ohranjajo lepoto, zadržijo lepoto, skratka skrbimo za pač nek zdrav način ohranjanja in lepšanja žensk. To je tak bolj poetičen naziv. Drugače imamo pa nekako 3 firme, zdaj v tem trenutku zaposlujemo 40 ljudi. Kaj pa glavna transformacija bila zame je, se pravim, spremeniti ta paket razmišljanja, ki je bil nekako staromoden in vedel sem, da moram nekaj novega dati, nove zapise v glavo in bom rekel, hipnoza mi je v tem primeru pomagala, da pač, če si človek predstavlja velik kup papirja, starega papirja, ne, potem pa nalagati liste. In ker sem razumel, ne, da gre za pri hipnozi praktično in kako lahko vplivam na sebe, da čim več novih zapisov, kvalitetnejših zapisov nalagam nase, da to lahko delam sam s pomočjo samo hipnoze, je bilo osvobojujoče, ker jaz sem pač človek, ki verjame, da si lahko človek glede vsega sam pomaga, seveda rab primerna znanja, tako kot je rekla prej gospodična orodja, in od prvega dneva hipnoze dnevno uporabljam ta znanja. Kaj se je spremenil, kaj ne rečem, v primeru prometa firm smo krat 3 takrat, ko smo se prvič videli, Aleksandar, tako da pač, ko smo se videli, so firme skupaj delale 5 milijonov, danes delajo 10. Dosti relativno kratkem času, pa nisem ta številka, tako je zame osvobojujoča, ampak način, kako se dnevno zbujam, pa kako grem rad spat, pa kako še raje zbujam, pa kako mi čakam, da se bom zbudil, ker predtem mi ni bilo tako prijetno se zjutraj zbujati, pa čeprav sem se zbujal ob 4, pa še zmeraj se, ampak danes se lažje zbujam ob 4 in imam občutek, da lažje kontroliram življenje. In s pomočjo samo hipnoze se dnevno hipnotiziram vsaj 3-krat, koliko se zavedam na dan, pa 1 milijonkrat niti več se ne zavedam. Bravo. Torej, čeprav razumem, imamo 10 milijonov delate kot skupina, kot recimo nek rezultat merljiv. Zjutraj ostaješ ob kateri uri, povej nam tukaj, ker to je fajn, da slišijo tvoj ritual še mogoče, no? Mislim, dober, pač meni ta ritual ustreza, vem, da ni za vsakega. Pač, če je normalen dan, se zbudim ob 4, pač to je delavnik, na dopustih se zbujam ob 5, pač kaj bolj intenzivno, pa ob pol 4 začnem recimo z stvarmi, pač običajno je kratka malo razgibavanje, meditacija, pol jasno priprava na dan, to je vse recimo s pomočjo hipnoze. In to se mi vzame 45 minut, tako da pol lahko normalno začnem dan. Pač tako je. Tako se sliši enostavno, je tako? Odlično, super.
govorimo o hipnozi, praktični aplikaciji in uporabi hipnoze. Gremo najprej na štajerski konc, torej dodajamo sem Katarino. Tako da, Katarina, dobrodošla v naši druščini. Jaz te bom dal tukaj Ask to Unmute, ti sam klikni na Unmute, evo, in se slišimo? Slišimo. Odlično. Zdaj vidim, da je internet zdaj dela odlično. Če se zgodi, da bo moče po kaj nagajajo, so že rekla prej, da bova sklopila kamero. Je tako? Jerma pravi, da se jo samo všesa. Kaj že šteka? Malček šteka. Pa vidimo tvoj nasmeh. Tudi v pravem trenutku je zaštekal. Daj nam povej, Katarina, kako je bilo tvoje srečanje s hipnozo? Kako si ti prišla do hipnoze? Si se kaj bala hipnoze? Daj nam malo povej o tej izkušnji, ki te je pritegnila v samo hipnozo. Pri meni je bilo tako, da sem prvo srečanje s hipnozo je bilo seveda s to nesrečno odrsko hipnozo, ki je bila tak in tak, imela totalni negativen prizvok. Potem pa sem slišala o hipnozi preko Tonija Robbinsa in potem sem preko njega slišala za Aleksandra Šinigoja. Tako da sem potem šla na NLP in tam smo že na kratko spoznali hipnozo. Potem pa si ti predstavil hipnozo kot delavnico za dušo in lahko potrdim, da je to 100% res, ker NLP so ful neka orodja, pač, ki delaš na notranjem svetu, pa pač vse res delaš zavestno, pa tudi pri hipnozi delaš zavestno, ampak dosti bolj, še me se zdi, da še dosti bolj globoko. Pa res pri meni se je razrešilo ful nekih podzavestnih vzorcev, ki se jih takrat nisem niti zavedala. In res lahko vsakemu samo iz srca priporočam, da pojdite na hipnozo, ker prvi vrsti sem se na hipnozi naučila, da je vse hipnoza, da moram postati ful selektivna z tem, kaj gledam, kaj poslušam, kaj si dovolim, da zajema moj fokus, ker danes živimo v poplavi informacij in če se prepustimo, da pač moj fokus zavzame vsaka Facebook stran, vsaka kanal na televiziji, potem se res pustimo samo voditi. In jaz sem se s hipnozo naučila, da jaz vodim svoj ne pa da moj naključno pobira informacije iz sveta in potem preprosto jaz vandram iz enega konca na drugega. Tako da dejansko sem hipnozo uporabljam konstantno, vsak dan. Tako kot si nam ti lepo povedal, da je vse hipnoza in to potem tudi, ko mi nekaj ne gre, mi takoj v ušesih zazvoni in se zavedam, kaj si govorim, zavedam, da si dajem negativne sugestije in se takoj popravim. In to mislim, da mi je ta delavnica hipnoze dala prvo eno veliko zavedanje, kaj sploh je naš nezavedni pa kako zelo močan je, pa zakaj se prej tolikokrat nisem mogla spremeniti, ko sem se želela. Čeprav sem vse vedela, kaj bi mogla narediti. In s hipnozo je to dosti lažje, no. Nekaj si že rekla, daj nam vseeno povej, a se spomniš kakšnega vzorca, ki si ga imela prej in ki se ti zdi, da ga zdaj nimaš več? A je kakšno vedenje, ki ga nimaš več? A je kakšno razmišljanje, ki si ga zdaj odpravila? A imaš kakšen tak konkreten primer pri sebi, ker si rekla, da si zdaj malo drugačna, kot si bila prej? Ja, vedenj, pa vzorcev, pa vsega imam ogromno, kar sem jih spremenila. Mislim, prepričan, prej se mi je zdelo, da sem ful omejena, zdaj pa vem, da nič ni nemogoče, zdaj preprosto vem, da je vse mogoče, ker vse, kaj si zamislim, vem, da z svojimi mislimi to lahko ustvarim in tudi sem že toliko stvari zmanifestirala in od partnerja do nove službe, do večje plače, do otroka, prej sem imela ful strah pred vožnjo avtomobila in potem tudi sem ugotovila, zakaj sem imela ta strah, ker sem se cel čas negativno hipnotizirala, cel čas sem si delala negativni scenarij, to, kar ljudje tudi velikokrat počnemo. In zdaj pa se zavedam, da tudi, ko začnem z neko negativno hipnozo, se zavedam, da je to hipnoza, ki si jo povzročam sama sebi, ozavestim to, ker imam zdaj to znanje
in potem avtomatsko spremenim scenarij v tistega, ki si ga želim in potem tudi se tako odvije. Tako da tudi ko sem šla prvič roditi, sem tudi se hipnotizirala, tako sem bila čisto pomirjena, sicer sem imela pulsarski rez, ampak hočem povedati, to je bila čudovita izkušnja. Jaz sem en dan predtem šla v bolnico, to ni bilo nekega straha, jaz sem bila popolnoma pomirjena, hvaležna, res tisto stanje miru si lahko sam sebi prikličeš kadarkoli, ko se zavedaš, kaj si počneš z mislimi. Vedno lahko izbereš scenarij ali tisti scenarij najslabši ali pa tisti najboljši in preprosto dejansko tako, kot si ga zamisliš, se potem večinokrat tudi odvije. Zato je v redu, da pač gremo in da se nekaj naučimo, zato je fajn, da se to tudi naučimo, da mi z tem, ko bomo imeli več znanja, bomo tudi bolj ozaveščeni, ko bomo potem naše misli spet delovale na programu, da jih lahko zaustavimo, ker to je samo program, to je tako na televiziji, če ti ni všeč, kaj gledaš, prešaltaj. Mi pa dosti krat mislimo, da moramo 5 let živeti pod totim programom, ali pa 30, ali pa 35 let. In potem, ko prešaltaš, vidiš, samo res, glej, lahko se boljše počutim. Jaz lahko zdaj, tako kot smo šli na seminar, pa si nas ti dal pod hipnozo, v trans, in smo se avtomatsko tam že takoj boljše počutili. Takoj se lahko boljše počutiš. In to je res, mislim, da neprecenljivo, ker tudi takrat, ko smo mi v dobrem čustvenem stanju, tudi hitreje najdemo rešitve, se manj časa fokusiramo na problem, tako da jaz bi res vsakemu priporočala tečaj hipnoze. Odlično. Zdaj si odgovorila še kar nekaj vprašanj, ki sem ti hotel še postaviti, tako da hvala za te izčrpne vsebine. Daj nam povej še mogoče za konc, bomo pa dali še priložnost, pa se vrnemo vsi skupaj na tako majhno okroglo mizico. Daj nam še to povej, kakšno aplikacijo hipnoze zdaj uporabljaš vsak dan v življenju? Imaš kakšen praktičen primer, nekaj si omenjala, da z otrokom uporabljaš tudi zdaj nekoliko drugačne jezikovne vzorce, oziroma si tukaj pozorna. Za tiste, ki se vam zdaj pridružujete, ki vidim, da nekateri prihajate sedaj, samo sporočam, da Katarina je z nami, da zaradi tega, ker včasih internet malo nagaja, je zdaj brez slike. Mislim, da vidite na neko njeno zelo sliko, ki je zelo visoko v zraku. Kje si slikana tukaj, Katarina, na tej sliki? Mariborska piramida. Evo, na piramidi, vidite, kako je skočila visoko, tako da samo tako, da vemo, zakaj. Povej nam mogoče še to, kako sedaj uporabljaš hipnozo oziroma v vsakdanjem življenju. Hipnozo v vsakdanjem življenju uporabljam definitivno pri vzgoji. Zavedam se, da pač zadnjo 1 uro preden gremo spat, pa pač 1 uro zjutraj, ko se zbudimo, da je pač naš najbolj dojemljiv za sugestije, zato tudi dostikrat, ko grem spat z mojim sinom, prvo delam hvaležnost, povemo, zakaj smo vse hvaležna, potem mu jaz dam tudi sugestije, ne vem, ti si živ, zdrav, vse pač mu naštejem, kaj si želim, že kontakt lepo za spančka. Potem tudi po dnevi, ko naprimer moj sin počne nekaj takega, kar meni ni všeč, se trudim, da mu dajam pozitivne sugestije, ko pa pride do trenutka, da sem jaz tudi na starem programu, pa vmes odreagiram, ker mi pa kar zazvoni v ušesih, zaradi tega, ker pač toliko sem že ozavestila to hipnozo, da vem, da naš nezavedni ne pozna nikalnic in ko rečem otroku ne skači, jaz vem, da on sliši samo skači in v tistem trenutku takoj ozavestim in mu pač rečem, pojdi bolj počasi ali pa bodi pri miru, ko piješ, ne pa joj, ne nahodi, ker boš vse polil, tako kot je to ponavadi bilo. Tako da res hipnoza je super, super zadeva. Tudi vidim po njemu, ko mu pravim, ti to zmoreš, super se boš imel tudi v vrtec, ko je hodil, danes boš se imel super. Res mu dam take sugestije za čez cel dan in tudi vem, da ko sama sebe pomirim, tudi njega pomirim. To se prav čuti, tako da Bravo. Res je. Hipnoza je res eno tako orodje, ko bi mogli učiti. Evo, zdaj si... Odlično, hvala za to, Katarina. Zdaj si še dala tisto štajersko zraven, Nena hodi, to je neka pevka bila enkrat. Nena, ker ni bila ona nojcih baluna, ne vem, balonev, kaj že bila neka. Ok, v redu. Katarina, hvala za to in vabim kar Ksenijo, da se mi pridruži tukaj na temu srečanju. Ksenija, daj nam povej pri tebi, kakšna je bila izkušnja? Ti si v bistvu
se srečala s hipnozo in te bilo kaj strah hipnoze na začetku, preden si se s tem nekako srečala, soočila. Kakšno je bilo tvoje mnenje o hipnozi? Dober večer vsem. Jaz nisem imela nobenega mnenja o hipnozi, sploh nisem imela pojma, kaj to je, in niti odrske nisem poznala. Jaz sem šla v Kopru v Rotundo na predstavitev nekega Aleksandra Šinigoja. In popolnoma izgorela v službi, pa ne zato, ker je bilo ogromno dela, da so mi nalagali, da nisem sfolgala, kar je tista klasična izgorelost, ampak neka apatija me je srečala pri vsej karieri in izobrazbi, ki mogoče ni bila potrebna, ampak je bila del mene. In sočasno so to nesrečo v službi, sem se doma znašla v fazi, ali ne vem, kako se reče, praznega gnezda. Hčerki sta se osamosvojili, sta šli po svoje, ustvarili svoje družine in z možem sva ostala sama in brez ciljev, marsikdaj brez teme za se pogovarjati. In tu se je začelo potem kopičiti, ne? Si šel v službo, problemi, težave, žalost, ni bilo več neke kreativnosti in potem sem prišla domov, spet druge težave. In to se je pri meni poznalo in ko smo naredili eno hipnozo s tabo v Rotundi, ko smo se videli kot majhnega otroka in se objeli in si dali ljubezen, sem jaz neverjetno jokala. In takrat sem imela sicer pomislek, kako si to sfinancirati, ali si jaz to lahko, ali si smem, mogoče tudi sfinancirati je bilo takrat, ne. Da sem potem imela možnost to prespati, sem prespala in potem sem plačala in šla na hipnozo in rešila en kup problemov. Tako da se nisem ukvarjala z nobenimi strahovi, kaj hipnoza je, ampak jaz sem samo vedela, jaz to rabim in po tolikih letih verjetno si smem privoščiti nekaj takega, kar čutim, da si želim. Hvala, Ksenija, za to. Imaš kakšno konkretno stvar, ki si rekla, da si jo spremenila na sebi, da si opazila, da si začela se drugače reagirati, vesti? Kaj so bile neke konkretne spremembe, ki ti je hipnoza recimo pomagala jih narediti? Mati boja. Če vseeno začnem naštevati, ne bojo verjeli, bi rekli, ta si izmišljuje. Tako da mogoče lahko daš en posnetek, ko smo mogli dati kakšno mnenje in bojo videli, kako nisem znala nič povedati. Strah me je bilo, tresel se mi glas, katastrofa so tisti posnetki. Zdaj teh problemov nimam več. Nimam več problemov se izpostaviti, jaz sem potem začela, jaz sem se v samohipnozi, sem se dala prav res v pravo ravnovesje, ampak to še v času, ko sem skrbela za mamo, ki je imela hudo demenco in je lani avgusta umrla. Tako da to je mogoče eden od tudi močnih razlogov, ki so me držali po koncu, sploh pri tisti psihološki izgorelosti, predtelesno, čeprav bilo oboje močno in hudo, ne. Tako da, to zdaj vidite, da se javno izpostaviti in govoriti ni več problem. Tu sem dosti naredila, potem recimo tudi z možem rešila sem zakon, ne. Ker jaz sem en večer bila v samohipnozi in v odpuščanju. In jaz sem si želela, in v bistvu sem delala samo na nivoju z možem. In čez 2 dni je on začel govoriti, bila pa sva v bistvu v času korone, pred takim koncem, ki ga je marsikateri par doživel. In takrat je potem on začel govoriti in sva imela potem tisto debato celo noč, kaj je on naredil meni in je mene prizadelo in on je povedal, kaj sem jaz njemu naredila in je njega prizadelo. In v bistvu sem ugotovila, čeprav sem prej vedno sebe imela za žrtev in njega za krivca, sprejela svoj del odgovornosti in videla, da sem res bila jaz marsikdaj kriva in da sem ga svojim jezikom prizadela. In temu posledično so sledile reakcije.
In tu sva zdaj vzpostavila takšen nivo, da zdaj imava krasen zakon. Tudi s praznim gnezdom, čeprav to gnezdo se pa tudi en mesec po mamini smrti povečalo za enega vnučka. Tako da to je potem mamina demenca me je hudo prizadela. Ostala sem doma, ker sem hotela svoj privatni posel vzpostaviti, tako da potem sem mogla to malo dati na stran in sem se posvetila mami, kar mi ni žal, zato ker sem v bistvu takrat začela sprejemati, da je to neka šola. Življenje me hoče nekaj naučiti, neko novo znanje dati in jaz sem v bistvu z mamo našla moje poslanstvo. In to so starejši in skrb za starejše. In potem na koncu koncev je tudi odnos do mene same. Jaz se nikoli nisem sprejemala taka, kot sem. Ti Aleksander si me od začetka poznal s kratkimi lasmi, zato ker sem si jih rezala, ker nisem prenesla teh kodrov. Zdaj jih imam, taka sem in taka sem zdaj zadovoljna sama s sabo. Bravo, mama mia, čeprav se to je neverjetna inspiracija, ja, bravo. Zdaj, deva te tvoje lepe kodre še mogoče z neko zaključno mislijo za ta prvi del, Ksenija. Kako je zdaj drugače? Kaj zdaj recimo počneš s hipnozo, samo hipnozo? Jo delaš večkrat na sebi? Kako zdaj uporabljaš to znanje, tudi mogoče že na vnukih? Kje recimo vidiš, da ti pride prav v življenju? Ja, hipnoza je pri meni zdaj tako, ko vsakodnevna kot hrana. Zjutraj vstanem ob 5:20 z možem, skuham kavo, ga pospremim v službo in potem grem jaz v moj ritual in to je hipnoza. S hipnozo rešim marsikaj, v bistvu rešujem vprašanja, ki se mi pojavijo ali pa mogoče rabim neko idejo za kreativnost. Jaz sem v času dela z mamo začela pisati in v hipnozi oziroma samo hipnozi sem prišla recimo do tega imena moje zbirke Gugalnica za dva, to so tiste previsne gugalnice, ko se najde ravnovesje in to hočem s temi mojimi knjigicami, ki so ilustrirane, so lahko za otroke in odrasle, dobiti to ravnovesje. In v bistvu, ko grem jaz v hipnozo, se jaz tako umirim in pridem v eno tako stanje, mislim, da je lahko teta, ne samo alfa, in meni samo se prilivajo ideje. Jaz imam zdaj pišem že 4. knjigico in to moram povedati, da bo s njenim pristankom glavna oseba Urša Kragel, ki sem jo spoznala ravno na delavnici hipnoze. Tako da vse rešujem s hipnozo zjutraj, s tem, da meni 10 minut ni zadosti. Jaz sem kot Urca žveljerin, 50 minut minimalno. Wow, bravo. Čestitam za to, mogoče nam boš lahko v tem zaključnem delu, ko bomo vsi skupaj zbrani. Ne vem, če imaš kakšno knjigico nam pokazala, kakšno, vsaj tiste, ki jih imaš posebej tam. Tako da jaz bi se ti zdaj v tem trenutku zahvalil. Povabimo še Petra in Klemna, da se tudi ona dva pridružita. Evo, se slišimo? Deluje. Lep pozdrav tudi tebi na Primorsko. Hvala, da si z nami, Peter. Mogoče lahko začneva pri tebi nekoliko drugače. Mislim, kako si se ti srečal s hipnozo? Ker vem, da si imel eno težko tudi preizkušnjo v svojem življenju. Kako te je pripeljalo življenje do hipnoze oziroma samo hipnoze? Ne vem, kjero težko preizkušnjo si mislil, ampak ja, tvoje preizkušnje so me vsekakor nagovorile na webinarju, ker sem ga poslušal o hipnozi in sem rekel, ja, to si želim še bolj izpiliti. Slišal sem že tudi na fakulteti za šport od Mateja Tuška o avtogenem treningu in tem in sem kar dosti prakticiral, ampak ja, zmeraj se da iti še na višji nivo, še bolj poglobiti in to, da me psihologija zanima, me je tudi vleklo, ja, da še naredim to delavnico. Hvala. Te ni bilo strah nič? Ne vem, česa bi me bilo strahno, tako da sem si želel samo še novih znanj. Tako,
kljub vsemu, kar sem mislil, da že znam, sem še ogromno pridobil, tako da sem ti zelo hvaležen za vse, kar sem napredoval. Bravo. Daj povej, kako je bila, kako se te hipnoza dotakala? Kaj recimo si kot s hipnozo videl ali pa srečal ali pa spoznal? Tako najbolj to, da pač se doma še bolj razumemo, pa tako, ker sem razmišljal tudi jaz včasih, kakor sem bil v tvoji zgodbi, da pač da delaš sam, pa greš sam na potovanja, pa sam predavaš in potem sem probal tudi jaz tako razmišljati, kako pa lahko še moje vključim, pa svojo družino in res, da so otroci zmeraj bolj starejši, pa so bili včasih mlajši, ampak zdaj, ko jih vključujem tako in naprimer, zdaj smo imeli obletnico plezalne šole, pa pomagajo zraven, pa tako naredimo neke projekte skupaj, pa se še bolj povežemo, pa tudi ni nekih trenj toliko, že pri sami pripravi, ko je komunikacija boljša in tako mi da to, da doživimo super stvari in naredimo nekaj dobrega za druge, tako kot družina skupaj mi da res ogromno energije in zadovoljstva. Odlično. Ena stvar, ki si enkrat omenil, je ta, da v bistvu ti v bistvu imaš svojo plezalno šolo, ne? Drži. In da ko delaš s temi tvojimi, kako se reče, študenti, ali kaj si jim reče, udeleženci šole, da tudi si želijo sami neko hipnozo na koncu, oziroma nek proces, da dejansko to uporabljaš zdaj na svojih strankah. Ja, to sem omenil predvsem za online program, kot Peter Klepec, da na koncu zaključimo z meditacijo in s pozitivnimi sugestijami, drugače pa v sami plezalni šoli tudi, ko jih nagovarjam in spodbujam in dajem pozitivne sugestije, tako da verjamem tudi, da tudi zaradi tega radi pridejo na moje treninge in vztrajajo več let pri meni in lahko res nekaj konkretnega naredim iz njih, da ne radejo samo močne mišice, ampak da se okrepi vsak kot posameznik. No, tako. Kako ti uporabljaš recimo samo hipnozo in hipnozo? Najbolj tako, da spremljam sam sebe, kakšen sem, v kakšnem stanju sem, da si postavljam prava vprašanja, da tudi pol najdem ali pa zapišem celo te prave odgovore, pa da, naprimer, če čutim, da imam slab dan, pa to jaz občutim predvsem, če delam preveč intenzivno za računalnikom, pa še grem na trening, da pol rabim tudi nek oddih zase, da si to dam, ali da grem v naravo, na sonce ali na sprehod, ali pa magari preden pridem domov, da grem en krog, dva okrog bloka ali pa 10 minut po ulici gor dol, si dam prave sugestije, premislim, kaj je bilo res lepega tisti dan in potem drugače vstopim domov in prinesem tisto, kar rabijo tudi moji. Kako dobra strategija, ne? Priješ domov, greš 2 kroga krog bloka, se daš neki dobri strategiji, ne? In potem prideš boljši bolje skozi vrata noter. Bravo, vidiš, kako dobro. Spet se nekaj novega naučimo, ne? Ja, lahko kopirate. Ja. Hvala lepa za to, Peter, da si bil z nami. Damo še Klemu priložnost, da se nam tukaj pridruži, tako da hvala za to. Živja, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Ja, verjetno bo tvoje vprašanje najprej seveda, zakaj sem se odločil iti na hipnozo, a ne? Ja, jaz sem se prav mislil, če te je bilo kaj strah, tako sem spraševal tudi te, ja, ker si videl hipnoza, eni imajo dostikrat pri hipnozi tak negativen predznak in zdaj bo neki nadzor imel hipnotizer, ne, ja, evo, sam si postavil vprašanje, kako fajn. Zdaj moraš sam odgovoriti, ne? Ne, pravzaprav, zakaj sem se jaz odločil na hipnozo, je bilo zaradi, ta prvi korak, ki je bil pravzaprav zaradi tega, ker me je Ferbec matral, ne. Kaj se pravzaprav s človekom dogaja med hipnozo, kakšen je postopek, da nekoga hipnotiziraš, a ne? Je pa res, da sem imel čisto napačen predstave, predno sem se tečaje udeležil, pač seveda zavedeni z odrsko hipnozo, ne, jaz strašno rad obožujem tudi Derana Browna in sem po moje pogledal čisto njegove oddaje in kaj on počne, a ne, si človek misli, pa vse to potem nekdo drug namesto nas roke dviguje, kaj ena lutka, ne, ampak pravzaprav ni to, ne. Hipnoza je veliko več in sem bil blazno presenečen potem že med samim tečajem. Prvič nad tem, da imaš med hipnozo vse skozi kontrolo nad sabo, ne? Nikoli ne zgubiš kontrole. To mi je bilo recimo prvo tako spoznanje, ki sem ga doživel med tečajem. Druga taka zadeva, ki sem jo res posrkal vase, ne, je bila ta, da
kaj vse ti lahko hipnoza omogoči. Pravzaprav se ti lahko v eno ali v drugo smer prilagajaš, se lahko spremeniš, če želiš in tako naprej. Ne? Ampak tisto, kar je pa meni še danes, kar največ uporabljam, recimo, ne, je pa takrat, ko sem v stresu. Ker je res hud stres, takrat mi recimo pomaga ena tehnika, ki se nam je ti fenomenalno predstavlja in se reče laboratorij uma. Tisti, ki mogoče prvič slišite, kaj ta laboratorij uma pomeni, zdaj v podrobnosti ne bom šel, no, ampak na zelo hiter način se lahko spraviš v neko stanje, ki ga želiš. V mojem konkretnem primeru je to pomenilo, ne, da si, če se čutim, da letim v neko spiralo stresa hitro navzdol, pač naredim ta korak v laboratorij uma in to spiralo presekam. Ne. Dobro, zdaj seveda je to fiziološko povezano na vse, če je bil stres tako hud, da je že noro, to je nekaj drugega. Ne. Tako kot itak, Aleksandar, sam rečeš, če so neki drugi razlogi, pejte najprej k zdravniku, pa pol ne pretiravate. Ne. Ampak za vsak dan je pa res vrhunska reč. Ne. Potem recimo še ena taka stvar, no, na tem priznam, moram več delati, no, ampak se pa tudi že nekaj malega pozna. Ne. Jaz sem si zaobljubil že med hipnozo, da bom počasi postal nek amaterski športnik. Ne. In dolg časa je to tudi bilo tako, ne, ker pač moram nekaj kil izgubiti. Ne. Ampak no, evo, ravno danes sem pretekel na smučkah 3 kilometre, ne. Kar bi bilo pred 2 letoma verjetno bi me za svetnika ali pa čudež razglasili, ne vem kako, ne. Ampak evo, danes sem pač pretekel, ne. In mi ni bil noben problem, recimo. Ne. To so te stvari, ki jih majhne narediš. Ne. Tako da verjamem, da tako kot so moji predhodniki že povedali, lahko tudi globje vzroke spreminjaš. In se mi tudi pri sebi počasi že začel, no, ampak v prvi vrsti meni res hipnoza pomaga na dnevni ravni. Ne. In mogoče tudi tako žena, ne, sem mogoče malo nasmihala, ker sem šel na ta tečaj hipnoze. Ne. Tako kot verjetno, če se kdo od tvojih udeležencev, ne, oziroma poslušalcev odloči, se bom tudi verjetno partner ali pa partnerka mogoče malo nasmehala. Ne. Pa sem seveda takoj po prvih 2-3 urah po tečaju hipnoze na ženi seveda skušal hipnozo narediti. Ne. Edini rezultat je bil oren, ki je vrat bolel, ker gre za eno tehniko hipnoze, kjer v bistvu potegneš na hitro roko, ne bom zdaj podrobnosti povedal, kaj je, ne, ampak sem to roko malo preveč potegnil, ne, in jo je malo zaštihalo vrato. Ne. Ampak, ker sem se pa malo zverziral in ker sem potem drugič, tretjič sprobal, ne, me je pa enkrat prosila čisto za foro, ne, rekla, lej, jaz imam en sestanek, ki je ful neprijeten. In vem, da bom že zdaj vem, da bom ful v neki napetosti v krču, ne vem, koliko če sem v redu izražala in tako naprej. Ne. In sem res naredil, evo, dajmo tako speljati, dajmo eno hipnozo narediti, by the book, ne, in smo jo dejansko tudi naredili in ko je prišel trenutek tega sestanka, ni bila nič živčna. In to mi je potem po tem sestanku povedala, lej, super, lej, daj me spet hipnotiziraš. Ne. In mislim, da to vse pove. Ne. Če zaključim, no, da ne bom predolg, ne, hipnoza prvič ni noben bav, in zato sem jaz res navdušen nad to tehniko. Ne. Jaz sem prej probaval tudi že kakšne druge za umiritev tega stresa, kot je recimo meditacija, pa še kakšno drugo, ampak meni je pač hipnoza najbolj zagrabi, no, če sem zelo direkten, pa zelo po domač povem, pa najhitreje prime. Ne. Pa, ko se enkrat zverziraš, to lahko res dobro vplivaš na take trenutke. Ne. In zase skriva znanost. No. To ni nek bav, jaz sem bil tak, bom rekel, bolj realen človek, no, ne vem, če sem se dobro izrazil, no, ampak ni noben bav, to so res postopki zelo dobro naštudirani, kako se počne, da prideš do želenega rezultata. Wow, odlično. Moram samo pojasniti, ker ti si zdaj uporabil na ženi eno tehniko, ki se učimo, mislim, da v 9. modulu ali 10. To so hitre indukcije. Ne? Tako da, prosim, tega ne dela doma, dokler niste videli postopka, lepo prosim, ne? Zdaj, da ne bi kdo vlekel kakšne roke nekomu, ne? Ker me že ker ta reče ljudi, Klemen je rekel, morate povlečiti in bojo prišli do nekaj, bojo vsi rekli, klicali nas, mama mija, zdaj moramo masirati vrat in to. Ne, dokler ne vidite, dokler Aleksandar ne razloži, kako se to pravilno počne, res ne početi. Iz lastnih izkušenj povem. Odlično. Ok, fajn, Klemen. Jaz mislim, da si bil izčrpen, da si dejansko odgovoril na vprašanja, ki sem jih imel postavljena in si tudi dal en praktičen primer. Če bi zdaj rekel, kolikokrat, mislim, uporabljaš zdaj, kako pogosto uporabljaš zdaj hipnozo oziroma samo hipnozo na sebi?
Ja, glej, zelo konkretno v zadnjih 3 dneh sem skoraj vsak dan bil v laboratoriju uma. Bravo. Mislim, zdaj, če odvisno tudi kakšno obdobje je. Ne? Če je obdobje, vsi imamo neka taka nihanja v življenju, ne? In če si gorijo, verjetno malokrat ponucaš, čeprav se takrat tudi manj spomnim, ker takrat si gradiš, temu rečemo sidra, no? To sem si zapomnil, ne? Gradiš, ko si v dobrem obdobju, nekaj si v slabem, ne? To se spomnim tudi takrat, ampak dejansko, da res izkusiš moč hipnoze, pa takrat, ko greš dol. Odlično. In to takrat, ko si v takem obdobju, seveda večkrat nucaš, ne? Takrat, ko si pa dobro, se pa sidraš. Ne? Odlično, odlično. Bravo, super, Klemen, hvala za to. In Suzana, sprašujem, če bi znali živeti, obvladovati svoje življenjske probleme brez hipnoze, samo hipnoze, oziroma zdaj, ki to poznate, ne? Mislim, a bi znali brez tega, oziroma kako vam to koristi za življenjsko, vsakdanje življenje, kdorkoli želi odgovoriti na to vprašanje, ja? Ali bi znali sedaj živeti in obvladovati težave brez tega znanja, ali pa kako bi jih obvladovali mogoče? Vsi razmišljajo o tem, pardon, če smem reči, vsi razmišljajo o tem laboratoriju uma, ne? Mi imamo 13. modul, sem da veste, ne? Laboratorij uma prihaja laboratorij uma, ne? Ker oni že bi radi takoj na začetku Melita piše, kje je ta laboratorij uma. Ok, yes, kdo bi odgovoril na to vprašanje? Lahko jaz začnem. In grede, namenoma je taka slika, ker je takšno ozadje, ki ga imam zdajle, ne, zelo blizu podobi laboratorija uma, mojega. Odlično. Ja, mislim tako, brez vsega se da živeti, ne. Sej navsezadnje smo tudi pri 40 stopinjah, ko smo šli na morje živeli brez klime v avtu, pa smo mogli tako preživeti, ne. Ampak zdaj, ko imamo klimo, je pa dosti prijetneje, ne. Isto pri hipnozi, mogoče bi sami lahko predelali določene globlje težave, mogoče bi rabili psihologa, zdravnika, psihiatra, ne vem, karkoli že pač, ampak hipnoza je pa en tak shortcut, vsaj zame, bližnjica. Odlično, ja. Hvala lepa. Bi še kdo kaj dodal na to vprašanje? Se strinjam, 100%. Definitivno bi znali preživeti, ampak bi res tako, kot sem prej rekla, bili mogoče še 5 dodatnih let na nekem programu, ki nam ne koristi, ne? Ja, bi še kaj dodala Ksenija ali pa Peter, ali lahko gremo na naslednje vprašanje, če ne? Ja, jaz se enako strinjam. Sicer ne vem, v kakšnem stanju bi bila, če ne bi imela tega orodja, ne. Verjetno bi šla že, jaz konkretno pri mojih takratnih težavah strmano vzdolj. Zdaj lahko rečem, sem mirna, sem srečna, hvaležna in uživam življenje. Hvala lepa. Yes. Hvala za to. Naslednje vprašanje imamo, koliko časa uporabite za hipnozo na dan? Če imamo kakšno številko. Zdaj, ti si rekla prej 50 minut, če sem prav razumel. Ne bom, ja, kar izvolite sami. Peter, daj ti povej. Ja, zdaj si ti začela, prosti, ja, Ksenija. Kar daj. Vidiš, kako skačem zdaj, da nimam več težave s tem. Jaz imam 50 minut s tem, da imam prvo ta indukcija počasi in samo hipnoza, ko razrešujem stvari, potem pa padem v neke globoke, take posebno atmosfero, posebne vibracije. In tam ne morem razmišljati čisto nič. Sem fokusirana na dih in nase in zato toliko časa traja, ne? Ampak na začetku pa grem po tej poti, ki jo imam jaz, podobno laboratoriju uma, samo pač imam neko svojo verzijo, razčistim vse, kar je, ne. Tudi, ko je mama umrla, sem recimo takrat razčiščevala te zadeve, oziroma bolj sama sabo, ne, zato da sem jaz to lahko predelala, ne. Zato je 50 minut, je pa res, da sem tudi slišala za eno dihalno meditacijo, da naj bi bilo toliko minut, kot si star. Samo to je pač dihalna meditacija, to ni hipnoza, ne. Ok, odlično, ja, hvala lepa. Peter? Tako ja, če malo menim tiste dneve, ki so malo slabši, kako polka se zbudiš, itak je fajn, da se najprej sebe dobro naravnam, tako da takrat porabim še več časa, pa namesto naprimer med vajami, da bi delal načrt za dan, kaj bo, se pravim čim boljš naravnati in razmišljati, tako da bo res dober izkoristek časa in da bom delal prave stvari. In ta strahec v ozadju, ja, ne bo ti uspelo ga čim bolj utišati, tako da ja, da je pol res dan tak, kar si želim, pa da gre navzgor. Bravo, bravo.
bi še kakšen dodal, moče zdaj tukaj to časovno komponento, Klemen? 16 ur dnevno, tako kot smo prej rekli, 24 ur na dan smo hipnotizirani, če 8 ur spimo 16 ur. Ne, hecam se, dejansko mi pa res pomaga, dobro, ta laboratorij uma, to je recimo lahko zelo hitra zadeva, to je 3 minute do 5 minut, enkrat, ko si izverziran. Če hočeš malo bolj poglobiti zadeva, lahko tudi uro, odvisno, kolikor želiš. Je pa res, da s tem, ko greš čez ta tečaj in ko slišiš določene besedne zveze, določene besede, ki vplivajo prek hipnoze na človeka, postaneš tudi bolj jih začutiš tudi v vsakdanjem pogovoru, ko jih poslušaš. Ko ti nekdo nekaj prodaja, veš, a uporablja določene besede in kaj hoče z njimi doseči. En zvonček včasih zazvoni pri meni in sem morda bolj previden pri komu, ki mi nekaj prodaja, recimo, ali pa kaj takšnega. Skratka, nisem razumel, kaj si hotel takrat povedati, ko smo začeli s hipnozo, ko si rekel, 24 ur na dan smo hipnotizirani. Ko greš čez cel ta tečaj, ko slišiš te besedne zveze, ali pa recimo, preobremenitev uma je tudi ena taka lušna zadeva. In ko to slišiš, si rečeš uma donca, koliko nas vlečejo okrog. Ok, odlično, ja. Hvala za to. Tukaj je zdaj vprašanje, se vam zdi bolj učinkovito, ko nekdo drug izvaja hipnozo na vas, ali je samo hipnoza primerljiva? Kaj bi rekli? Ja, če lahko jaz povem, tako, ker sem dobil res super kolege, ali rečem jim lahko že prijatelje, na teh delavnicah se še slišimo, pa je res fajn. Se kdaj tudi zmenimo, da se dobimo tako, kakor danes prek Zooma. In ja, super. Pol si narediš tudi kratko hipnozo ali pa polurno hipnozo in malo povadimo med sabo, pa še pomaga. Žal pa že, če se slišimo po telefonu, tudi kakšna dobra sugestija, dober stavek, spodbuda, razumevanje tega, kar počneš in ja, gre v pravi smeri. Hvala lepa, Peter. Še ostali, kaj se mi zdi? Je primerljiva samo hipnoza z hipnozo nekoga drugega? Kakšna je mogoče kakšna razlika med enim in drugim? Kaj bi rekli? Jaz pa moram priznati, da če kdo na meni izvaja hipnozo, je sicer to ful prijeten občutek. Res je prijetno. Ampak, ko greš enkrat skozi ta tečaj, imaš mogoče skozi v mislih, zdaj je naredil to, zdaj je naredil to, zdaj je naredil to. Tako da meni osebno je bolj samo hipnoza, mi je pa ful luštno hipnotizirati nekoga drugega, to je pa ful dobro. Predvsem tisti trenutek, ko se človek zbudi, rečemo temu, zbudi iz hipnoze. Tisti trenutek, če se res nasmeji, da se je sprostil, da se je umiril, to je pa tisto, kar je pa pika na i. Odlično, ja. Še Katarina mogoče ali pa Ksenija? Ja, pri meni je tako, da recimo zdaj sem pač samo v samohipnozi, nihče drug ne izvaja na meni. Na začetku, ko smo se poučili, mi smo se kar dobivali, pa smo poskušali izvajati en na drugemu, in mi je bilo v redu, mi je bilo lepo, Čeprav pri meni je problem, da se ne morem prepustiti pri vsakem vokalu. Mene ženski vokali, pa če so precej visoki, kar živci začnejo neki trgati, da se ne morem sprostiti in ne uspe. Mora biti nizek glas ali pa moški glas. Tako da zdaj res tudi ne čutim potrebe, kogarkoli prosi, da mi naredi hipnozo, zato ker jaz to sebe dam v ravnovesje 1, 2, 3. Odlično. Ja. Zdaj, to, kar si rekla, oprosti, če sam dodam nekaj, Katarina, pa takoj dam tebi besedo. To, kar si rekla, je tisto, kar doskrat poudarjam, da moramo najti svoj hipnotični glas. Bodi si zunanji, če imamo neka zunanja hipnotizerja, eni imajo rajši moški, eni rajši ženski glas, in tudi moramo najti svoj notranji glas, tisto, kar delamo skozi samo hipnozo. Tukaj enemu paša nogomet in ko vidi nogomet, pade noter v trans, nekomu paša kriminalka, nekomu paša razljivka, nekomu paša romantična komedija, isto tudi tukaj. Tako da hvala, ker si to izpostavlja. Oprosti, Katarina, sem te prekinil. Ja, kako je pri tebi, povej? Meni
je super samohipnoza, nasplošno tako sem si nastavila neka sidra, ne vem, ko si umivam zobe, si nekaj govorim, ko se tuširam z mrzlo vodo, si nekaj govorim, neke pač pozitivne sugestije, tako da to je potem del vsakdanjika. Potem mi je tudi super kakšna vodena hipnoza, ki si jo pač dam na slušalke, pa potem imam mogoče popoldanski počitek, 20 minut, pa sem ko nova, potem, tako da mi je dejansko oboje mi je super. Ne? Je pa res, da si pač moraš zbrati, kdo ti odgovarja, pa kakšen glas, drugače pa samohipnoza je potem, po mojem, ko daš ta tečaj skozi, ugotoviš, da je tak in tak vse samohipnoza in da čez cel dan si to lahko ponavljaš in da ti škoditi ne more, ne? Lahko ti kvečemo samo koristi, ker je to pač pozitivna namera in pač namera kreirane, tako da jaz mislim, da je super in eno in drugo. Bravo. Zdaj Melita sprašuje eno vprašanje. Vsi se zdite tukaj zelo disciplinirani ljudje. Zato njo skrbi, kako bo z učenjem tehnik hipnoze, če nisi ravno discipliniran. Ja, kaj bi rekli? Ja, ko si v online programu, sam klikneš play, pa poslušaš, pol se ti zihar nekaj primena. Tako da, če ne bo poslušaš še znova, še enkrat, dvakrat, trikrat in se ti usede. Se splača poslušati dobre stvari. Pa tudi to, da je mogoče nedisciplinirana, je tudi mogoče samo ena negativna hipnoza. Wow, bravo, ja. Pa mogoče lahko zamenja potem postopoma. Pozitivno. Odlično, ja. Če je odločitev prava, se bo disciplinirala. Ker tudi jaz, kot sem prej omenila odnos z možem, sem imela moj jezik tako nediscipliniran, pa zdaj lepo discipliniran, priden in se oglaša konstruktivno in brez badanja. Ne? Tako da sigurno, no, če odločitev prava, bo disciplino našla, drugače pa dajte se tudi v skupini povezovati. Tu jaz mislim, da nastanejo, ne vem, kako imajo drugi kolegi izkušnjo, ampak jaz imam taka pristna prijateljstva, jaz se z mnogimi slišim, ali pa recimo imamo mastermind skupino z nekaterimi, ne, in se dobimo in si potem tako pomagamo in spodbujamo in tako dalje. Ne. Tako da sigurno pa tudi vadijo lahko med sabo. Ne. Se boste našli sorodne duše, ker se boste našli, ker ko ste enkrat v taki skupini, in bo šlo. Jaz sem sigurna, da bo šlo. Ja, Klemen, bi že ti kaj dodal na to? Disciplino, mislim, to vprašanje disciplina. Mislim, to je tako, če te zadeva zanima, pol je to enostavno. Mene je zanimalo in vsaj pri meni tako, če me zadeva zanima, ne rabim samo discipline, ker padem nota. Ne. Je pa tako, no, kar se tiče, če morda kdo misli, da ni samo discipliniran, program je narejen tako, da načeloma slej, kar prej te pripelje do tega, da nekaj narediš. In to je tudi v bistvu super za tiste, ki mogoče nimajo časa, pa jih mogoče vseeno malo datum prosili, ne? Da je mogoče pa fajn, da si vseeno malo preberem, poslušam, kakorkoli že pač. Ne? Ampak hočem res to povedati, no? Program je narejen tako, da slej, kar prej prideš do prakse in tudi ne se bati, kar gledate profesionalne hipnotizerje, ki govorijo iz glave. Na začetku imate lahko napisano, pa si berete, ne? Mislim, cel postopek preberete. Vesel, da boš, da se ga pol s časoma naučite, pa ga govorite iz glave, ne? Ampak če boste 10-krat to ponovili, boste že vedeli, zakaj gre. Tako da tudi ni glitko, da bi se moral krst pri Savici naučiti. No? Ima malo drugače, pa je. Odlično. Nek dan sem poslušal, ko smo se vozili s tam malim, smo bili na smučanju v Italiji in je rekel, se učil podvodnega moža. Ne? Tako da ja, sem obnavljal malo znanje podvodnega moža. Ok, super. Hvala za to. Ja. Jožica sprašuje, mogoče še jaz to dodam, ker zdaj smo imeli Barbaro, ki je mogoče nekaj na to temo rekla, ne? Kako ona tudi, ko lika, ne, posluša, ne? Tako da se uči tudi ob nekih drugih aktivnostih te vsebine. No? Jožica sprašuje nekaj, ne vem, kako boste to lahko odgovorili, ali se vsi, ki se odločijo za ta tečaj, zmagajo. Eni manj, eni več, eni super ali kako. Mogoče, kakšne so izkušnje vaše, če zdaj to vprašanje postavim jaz še nekoliko drugače, ko ste opazovali sošolce, no? A ste opazili kakšne razlike na sošolkah, ki ste jih imeli na programu? No? Tako. Jaz bi rekla, da sem na vseh videla. Mogoče prvi dan niso vedeli točno, kaj se dogaja. Ampak na koncu, ko pa je bilo tisti
Ko je bil konec, pa so bili vsi transformirani, se mi zdi. In tak z vsakim caseom, z vsakim primerom mi delamo tudi spremembo. Ko se rešuje en zakon, se tudi posledično mi vsi sprašujemo, kakšno pa je naše razmerje, kaj pa jaz delam prav, kaj pa jaz delam narobe, kakšne jezikovne vzorce pa jaz uporabljam. In mislim, da je to, da je skupina, je samo ful veliki plus. In res, jaz lahko rečem, da sem pri Aleksandrovih delavnicah videla take spremembe, da evo zdaj imam kurjo kožo, ko se samo spomnim na določene osebe, ki sedaj seveda ne bom omenjala, ampak res se je videlo, da so si spremenili življenje samo po eni delavnici. Ja, jaz imam tudi enako izkušnjo. Tako, ko se spomnim naše skupine, vsi smo bili drugačni kot prvi dan. Samo je pa res, da mi nismo bili online, ne? Mi smo bili v živo skozi, ne? Tako da zdaj ne vem, ampak mislim, da tudi online se da. Jaz recimo, če bi zdaj preslikam v to situacijo, povezala bi se vsaj z 2 sošolcema, sošolkama in debatirala, preizkušala in je potem lahko vzpostavljeno neko enako podobno stanje, kot smo ga imeli mi. Tu bi sam da dopolnim, Ksenija, mi imamo v bistvu, oni imajo bojno, ne? Imajo in v živo in online, tako da imajo 2-kratno pritisk na spremembo, tako da ja, odlično. Ja, ok, hvala za to. Tukaj je mogoče malo težje vprašanje, ne vem, kaj boste rekli. Ali lahko pomagaš otrokoma, katera ne verjameta v nič? Pa dajmo na splošno to vprašanje. Kako pomagati nekomu, ki ne verjame? No, tako sem malo popravil. Mislim, če se sprašujemo, ali verjame nekdo hipnozo ali ne, je mogoče malo napačno vprašanje. Ne? To je približno tako, kot ali verjameš zdravilo ali ne, če zelo karikiram. Zdravilo bo prijelo v vsakem primeru ali pa v nobenem primeru. Ne? Hipnoza to ni religija. Tako kot sem že začel štartom, to ni religija, ampak so neki postopki, ki nam pač pomagajo vzpostaviti recimo stik s podzavestjo. Podzavest vemo, da je nekaj tista, kar nas fura pravzaprav. Ne? In to so res neki postopki, ki so se sprobavali na toliko in toliko tisoč ljudeh in zaradi tega smo pač pogruntali, kaj prime. Ne? Tako da mogoče ta res vprašanje, verjame hipnozo ali ne, morda ni najboljše. No? Je pa treba probati, no? Ni druge, ne? Treba je probati. Je pa varno, ne? Edino to, kar lahko rečem, je pa varno. Ne? Hipnoza je čisto varna. Ne? Odlično. Se pravi, dajmo ostati pri temu, no? Ker to je mogoče malo tako vprašanje, ki marsikoga zanima, ne? Ker ima partnerja, ki ne verjame, ali pa starša, otroka, sodelavca in ne nujno samo v hipnozo in samo hipnozo, lahko ne verjame v nič, ne? Ali pa se noče spremeniti. Kako ali lahko pomagamo? Si ni nujno, da moraš otroka peljati v pravo hipnozo, ne? Sej smo rekli, hipnoza je tudi televizija. Ko moj mož vidi reklamo za Milko, vstane s kavča in gre takoj po čokolado v shrambo. Recimo tudi jaz vidim moje knjigice, ne? Ko se bere, v bistvu so notri sugestije, ki jih otrok dobiva podzavest. Zdaj, če so to najstniki, je že mogoče druga zgodba malo drugačna, ne? Ampak skozi pogovor lahko marsikam tudi pripelješ tega otroka in mu usmeriš njegove, če drugo ne, bo dobil to v podzavest in se bo lahko vprašal, kaj pa je mama mislila s tem, ne? In ga bo lahko to kam peljalo, vodilo v življenju, ne? Jaz sem želela dodati to, da znanje to, da ne moramo drugih spremeniti, lahko pa spremenimo samo sebe. In to mi je bil ful plus, da mislim, da s tem, ko smo vzgled, smo lahko najboljši primer. Pa s tem, ko smo v dobrem stiku, pa ko res damo pozitivno namen, jaz mislim, da je vse mogoče. Je pa v prvi vrsti res to, da moramo mi delati to, kar želimo drugim, da delajo.
To se mi zdi nekako najboljši recept. Bravo, odlično. Mislim, fantastično vprašanje, ja, oziroma odgovor, no. Tako da ja, bravo. Peter, si vidim tudi tebe, da si pripravljen, da boš nekaj rekel, ja, kar ne. Ja, meni se zdi tudi tako, da je zgled ali pa tako že sam, ko daješ to energijo, ko se spreminjaš, postaješ drugačen, tudi oni to opazijo, pa ja, pač lažje pristopijo do tebe, lažje kaj poveš in tudi tako, kar že rekla Ksenija, zbiraš ta prave besede, da jim tudi na tak način, samo skozi pogovor ali pač eno usmeritev in drugače poveš. Bravo. Mislim, da smo imeli prej na Zoomu eno vprašanje, ki smo ga nekako nas pregledali in to je bilo, da če se dogaja, da tudi vam kdaj grejo misli, sem pa tja in kako jih v samohipnozi umirite. No, zdaj sem vas zvolil to vprašanje, ima nekaj tako v tem smislu. Kako umirite misli v samohipnozi? Pri meni je bilo tako, prav zaradi tega meni meditacija ni prijela, ne. Ker enostavno pri meditaciji ena izmed osnovnih tehnik je, da se osredotočaš na dih. In slej, ko prej so mi misli šle nekam drugam, ne. Pri hipnozi je pa tako, če slediš, bodi si, da imaš posnetek, ki ga poslušaš, ne, te že ta potegne v eno črto in da te nalima nase, no, in ga poslušaš, ne. Če pa pri tem zaspiš, pa če odplavaš kamorkoli drugam, pa tudi nič hudega, ne, se pač zgodi. In včasih je še najbolj fajn, da odplavaš drugam v eno drugo smer, pa zaspiš, ker pač to telo rabi in to je to, ne. Ja, jaz sem imela tudi na začetku kar dosti časa te težave, ne, ker te misli, to je kar letelo, ne, tudi neumne, teh še več kot pametnih, ne. Se pa potem naučiš, ne, jaz pravim, ko najdeš točko ravnovesja, ko se najdeš, potem vse gre, ne, in tudi misli. In tudi živiš potem z manj teh nekoristnih misli, se znaš obvladovati. Tako je moje izkušnje, ne. Odlično, hvala lepa. Ja. Jaz sem se če smem, Aleksandar, sem še toliko, ne, če vam uspe, da ko pride misel, ki jo nočete imeti v glavi, ne, da se distancirate od nje in jo opazujete, ne. Se pravi, da jo opazujete kot dejstvo, ne pa kot nek vaš čustven odnos do te misli, ne, bo mogoče lažje te stvari tudi predelati, ne. To recimo tudi ena taktika, ki je meni pomagala, recimo, ne. Se vam zdi, da se je potrebno pred hipnozo zaščititi pred vplivi hudih duhov, ker pač dostopamo do podzavesti? No, to je zdaj tako že malo vprašanje, ki se v resnici na hipnozi ne ukvarjamo z njim. Kako bi vi odgovorili na to, no? Hudi duhovi? Jaz ne poznam tega. Ja, okej, ja. Kar pač sam zase si govoriš, samohipnoza, pol sigurno si želiš dobre stvari povedati. Drugače pa tudi čutiš, no, s katerim človekom želiš nekaj deliti, pa da ti tudi naredi eno hipnozo, ali pa pač zbereš nekoga drugega. Se mi zdi, že tudi tako čutiš to. Se želiš nekomu odpreti, kar s enim pogovorom, če mu ti nekaj zaupaš, pol tudi on tebe zaupa, da ne pač, ne vem, koliko mu podeliš, pol pa on nič ne deli s tabo. Na tak način jaz tudi bi odreagiral. Ok. Jaz bi sam še dodal pri tem vprašanju, no, da v resnici, ko delamo mi samo hipnozo in hipnoza ni nič drugače kot to, da se pogovarjamo z nekom drugim ali pa sami sabo, ni nič drugače kot to, ko razmišljamo. Razlika je samo to, da imamo nek strukturo, nek proces in nobenih hudih duhov ni. Zdaj, to je res zelo matematično, to, kar je rekel Klemen, to je neka, zame je hipnoza matematika. To je A, B, C, je D, ne vem kako že, ne, ja. Tako da lahko uporabimo neko drugo besedo, ne, namesto hipnoza. Tukaj ste spraševali še, kdaj ste bili na delavnicah, mislim, da je bila Katarina 2018, Ksenija 2019 in zdaj tako upam, da je Andreja že to verjetno povedala in Klemen in Peter sta bila pa lani oba dva. Tako da sta frišna. In tudi Andreja, hvala, ker deliš, jaz sem sam zaradi Zoomovcev povedal, da Tony Robbins namesto hipnoza reče closed eye process.
Torej, lahko rečete vizualizacija, lahko rečete meditacija. Čeprav tisti, ki meditirate, morate se zavedati, da je malo drugače hipnoza, ne? Pa če hočete nekomu zven predstaviti, da ne bo to negativen prizvok, ne? Bi bilo to lahko fajn. Tako da, in tukaj naša Katja Regratova Lučka pravi, če ti ne dovolite, da kdo vstopi v prostor, ne more vstopiti v prostor. Fantastično, hvala za to. Jaz bi rad, da mogoče naši gostje nam dajo neko inspirativno misel. Nekaj, kar bi rekli nekomu, ki ga imajo radi, če ne bi imeli več časa na tem planetu. Recimo, dajmo en tak malo bolj inspirativen zaključek narediti, dragi moji gostje. Tako da, kaj bi rekli nekomu, ki ga imate zelo, zelo radi in bi rekli, lej, oprosti, zdaj odhajam z tega planeta, z tega življenja in imate en stavek, ki ga lahko rečete, da bomo s tem stavkom, zdaj se jaz vrhu malo ko se reče temu, v vodo, ker to je ena moja navada, mimo glede, tako da se jih vrhu malo vodo, zdaj posliši kakšno sekundico, da razmislik. Recimo, če se poslavljate s tega planeta, zadnji stavek, zadnje 2-3 stavke, lahko tudi 3 poveste, da ne bom zdaj vas omejeval. In ne bo to namenjeno vsem našim čudovitim poslušalkam, slušalcem, gostom. Tako da, kdo bi začel? Zaključne misli. Kaj da je, Peter? Ja, delaj na sebi, tako boš najbolj pomagal sebi, pa vsem, ki jih srečuješ, ki jim lahko pomagaš. Odlično. Yes, kar. To moram spet mutati, prosti, ja, kar da je. Obedve, ja. Kaj da, Ksenija, prvi ti pa bo Katarina. Bom rekla, kot za žensko, ma to velja za moške in ženske. Imej se rada, imej se na prvem mestu in ne šparati na sebi. Ne samo v materialnem, ne bodi srečna, ker taka boš lahko pomagala drugim. Wow. Jaz pa bi čisto vsakemu človeku na tem svetu priporočala, da postane hvaležen. Ne glede na to, kako slabo življenje je danes, se nam zdi, se grem staviti, da imamo ogromno stvari, za katere smo lahko hvaležni prav v tem trenutku. Ravno prejšnji sem šla s Pohorja, sem v 9. mesecu nosečnosti in mi je pomagal en fant. In prvo nisem videla, imel kapo, pa potem je imel preko usta masko in sem videla, da je gluhonem. In celo pot mi je pomagal dol. In zdaj imam kurjo, ko se spomnim, in sem mislila, o moj bog, Katarina, kako si lahko hvaležna, da lahko govoriš, kako si lahko hvaležna, da lahko slišiš. In to tudi dostikrat naštevam, ampak ko sem pa ga videla, pa kak je bil prijazen, pa sem mislila, dejansko se ne zavedamo, kaj vse imamo. Ne? In vsaki dan to lahko gleda, ali vidi, ali pa sliši. In mogoče mi to jemljamo kot samoumevno, pa tudi, če vse drugo se razpada, dajmo fokus na to, kaj imamo, ker marsikdo bi bil srečen zdaj takoj z našim življenjem. To je to. Wow. Ja, hvala za to, ja, Klemen. Mogoče za začetek, no, si predstavljam, da si rekel, da smo na smrtni posli, recimo, ne? Da sem se predstavljal, da sem tam 95 let star in da svojim naslednikom, ki so pol mlajši od mene, nekaj svetujem, ne? In moj nasvet v tem trenutku bi nedvomno bil, penzija ne obstaja. Če gre pa malo bolj na resne stvari, bi pa verjetno rekel, da nam je na smrtni posli bolj žal stvari, ki jih nismo naredili, kakor pa tisti, ki smo jih. Odlično. Odlično. Hvala vsem našim gostom, so bili čudoviti, niso bili. Dajmo jim poslati malo ljubezni v chatu, dajmo jim poslati malo pozitivne energije. Upam, da ste dobili eno inspirativno misel, eno inspirativno sugestijo. Še enkrat pozivam, vabim, pridružite se nam, postanite tudi vi del te Mastermind družine, greste na mastermindakademija.com, pošiljka, da grem naprej, tam se prijavite, pridružite in spoznajte te podobno čudovite ljudi znotraj naših delavnic izobraževanj. Pomahajmo, jej!